Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni vsi, ki me trenutno spremljate. 10 nas je na seji, danes je 1. november, predstavljal sem si, da je praznik, da je malo bolj pozna ura in da nas bo na jutranji seji še več. Za tiste, ki me še ne poznate, mogoče je kdo prvič danes v priložnosti, da me posluša. Moje ime je Marko Lukan, prihajam iz Jesenic, vi pa ste priča jutranjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Tako kot sem rekel, danes je 1. november, Slovenci mu s starim lepim imenom rečemo tudi listopad. Ne pade mi na pamet, zakaj bi se imenoval listopad. Mogoče pa zato, ker je vse polno listja na tleh. Okej. V moji navadi je, da zjutraj nekaj povem v zvezi z dnevom, ki ga bivamo. Torej, danes v zvezi s 1. novembrom. Zdaj vam bom poskušal deliti en screen. Upam, da to vidite, pa da tudi mene dobro slišite. Če je vse v redu, mi prosim v chatu napišite 111. Kaj vam prikazujem na screenu? Na današnji dan, torej 1. novembra 1509, so Michelangelove poslikave na stropu Sikstinske kapele bile prvič predstavljene javnosti. Evo, tole je verjetno tista najbolj znana poslikava, ki jo vsi poznamo, kako se človek skuša povezati z Bogom. V tem sicer v tej freski kroži mnogo teorij. Eno zanimivo sem slišal prejšnji mesec na obisku pri svojem psihiču. Leta 1897 na današnji dan so v italijanskem mestu Torino ustanovili nogometni klub Juventus. To je izgledalo takole, ne vem, mogoče zato, ampak tega nogometnega kluba se drži ime Stara dama. Tukajle nobene dame sicer na sliki ne vidim, je pa tale klub že kar precej star, glede na to, da so ga ustanovili na današnji dan pred, a znam izračunati, 125 leti. Okej. Na današnji dan leta 1944 je predsednik Narodnega komiteja osvoboditve Jugoslavije Josip Broz Tito in predsednik begunske vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubešič sta torej na današnji dan leta 1944 v Beogradu podpisala sporazum o oblikovanju enotne jugoslovanske vlade, ki naj bi pripravila volitve za ustavodajni skupščini. In tako je tudi bilo. Na današnji dan, leta 1956, je Generalna skupščina Združenih narodov na predlog Jugoslavije sprejela resolucijo, s katero je zahtevala, da Velika Britanija, Francija in Izrael takoj prenehajo z oboroženimi akcijami, se umaknejo z ozemlja Egipta in omogočijo odprtje Sueškega prekopa. To je nekaj, kar se nam v zadnjih 30 letih zdi popolnoma neverjetno. Skratka, da bi mi eni tamali, eni palčki, ena Slovenijica zahtevala od Velike Britanije, Francije in Izraela takojšen umik od koderkoli na svetu. Kje pa si upamo? No in še ta zadnja, danes gre malo hitreje, glede na to, da imam zgodbo Jorgeta Bukeja pripravljeno, ki je malo bolj zajetna. Se tem dogodkom v zvezi z današnjim dnem posvečam zelo na brzino. Ta zadnji dogodek, na današnji dan leta 1994, torej pred 28 leti že, je izšel album ameriške pevke Mariah Carey z naslovom Merry Christmas. Do konca leta, torej v 2 mesecih, je bil v Ameriki prodan v več kot 3 milijonih izvodov in je postal eden najbolj priljubljenih božičnih albumov vseh časov. Glavo, roko ali katerikoli del telesa grem staviti, da boste v roku nekaj dni tudi vi zaslišali, če ne kakšno drugo z tega albuma, pa vsaj tisto All I Want for Christmas is You. Skratka, toliko o dogodkih na današnji dan. Jaz bi posebej lepo pozdravil Ano, ki ima preklopljeno kamero, čeprav je ne vidim. Ostali se sicer še skrivate, ampak seveda še enkrat dobro jutro. No, Ana, zdaj te pa vidim, dobro jutro. Dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste se morda preklopili kasneje. Zdaj si bomo enih dobrih 5 minut vzeli za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Tisti, ki imate pri roki notesnik, papir, zvezek, kamorkoli pač si to zapisujete,
pisala v roke in veselo na delo. Tisti, ki v tej priložnosti niste, pa pač zamislite se, zaprite oči, poskušajte biti hvaležni tudi za prvi današnji vdih, kajti ni bil dan vsem. Tako da, hvaležnosti je cel kup. Gremo na delo, pa se slišimo čez 5 minut približno.
No, tako 5 minut je minilo, jaz se bom mogel kar podvizati, kot rečemo tukaj na Gorenjskem, oziroma pohiteti, če me kdo ne razume, da bom spravil skozi celo zgodbo. Evo, Ana vam je zaželela tudi dobro jutro, ostali očitno še spite, tako da dobro jutro tudi ostalim. Zakaj se moja glava obrača še v drugo smer? Zaradi tega, ker imam 2 ekrana in potem malo opazujem vaše reakcije. Lepo bi bilo, no, če eden drugemu zaželite dobro jutro, toliko zaspani pa niste. Tako da, torki so dnevi, ko tudi ob 6 zjutraj, kadar je tako, preberem zgodbo Jorgeta Bucaya, običajno zgodbica, kratka zgodbica, da pošteno misliti tistemu, ki ima pač te sposobnosti. Danes zgodbica ni tako zelo kratka, še vedno pa je taka, da bi dala zamisliti. Naslov ji je Strašni sovražnik. Nekoč v daljnem in izgubljenem kraljestvu je živel kralj, ki se je rad počutil močnega. Njegova želja po moči pa ni bila potešena samo s tem, da jo je imel, želel je tudi, da ga vsi občudujejo, ker je tako mogočen vladar. Podobno kot v zgodbi o mačehi in Sneguljčici, se je moral tudi omenjeni kralj pogosto pogledati v ogledalo, ki mu je na to povedalo, kako mogočen vladar je. Ni imel čarobnih ogledal, je pa imel okoli sebe veliko dvorjanov in služabnikov, ki jih je spraševal, ali je najmogočnejši v kraljestvu. Na njegovo nejevoljo so mu vedno vsi rekli isto. Visokost. Zelo ste močni, morate pa vedeti, da ima čarovnik tako moč, ki je nima nihče, pozna prihodnost. To so bili časi, ko so alkimiste, filozofe, mislece, ljudi, ki so se ukvarjali z religijo in mistike, na splošno imenovali čarovniki. Kralj je bil zelo ljubosumen na čarovnika v kraljestvu, ker ni imel le slovesa zelo dobrega in velikodušnega človeka, ampak ga je vse kraljestvo imelo rado, ga občudovalo in slavilo, da obstaja in živi med njimi. O kralju ni bilo moč trditi enako. Morda zato, ker je moral dokazati, da je on glavni, kralj ni bil pravičen, niti pošten, še manj pa prijazen. Nekega dne naveličan ljudi, ki so mu govorili, kako močan in priljubljen je čarovnik, ter motiviran z mešanico ljubosumja in strahu, ki ga povzroča zavist, je kralj skoval načrt. Organiziral bo veliko zabavo, na katero bo povabil tudi čarovnika. Po večerji bo zbrane prosil za pozornost. Čarovnika bo poklical na sredino dvorane in ga pred dvorjani vprašal, ali je res, da zna brati prihodnost. Čarovnik bo imel 2 možnosti, reči ne in s tem razbliniti občudovanje, ki ga je imel pri drugih, ali pa reči da in na to dokazati svojo trditev, zaradi katere je užival svojo slavo. Kralj je bil prepričan, da bo čarovnik izbral drugo možnost. Nato bi mu ukazal, naj napove datum svoje smrti. Čarovnik bi določil nek dan, praktično ni pomembno kateri. Takrat pa je kralj nameraval izvleči meč in čarovnika ubiti. S tem bi z enim zamahom dosegel 2. Prvič bi se zavedno znebil svojega sovražnika, drugič pa bi dokazal, da se je čarovnik motil in ni mogel predvideti prihodnosti, saj se je zmotil celo pri napovedi svoje smrti. V eni sami noči bi se tako znebil čarovnika in mita o njegovih močeh. Priprave so se začele takoj in zelo kmalu je prišel dan praznovanja. Po veliki večerji je kralj poklical čarovnika na sredino dvorane in ga vprašal, ali je res, da znaš brati prihodnost. Malo, je rekel čarovnik. Pa znaš brati tudi svojo prihodnost, je vprašal kralj. Malo, je rekel čarovnik. Potem hočem, da to dokažeš, je rekel kralj. Kateri dan boš umrl? Kateri je datum tvoje smrti? Čarovnik se je nasmehnil, počasi pogledal kralja v oči in ni odgovoril. Kaj je, čarovnik, je rekel kralj nasmejan. Ne poznaš odgovora? Mar ni res, da lahko vidiš v prihodnost? Ni to, je rekel čarovnik, ampak kar vem, si ne upam povedati. Kako misliš, ne upaš? Je vprašal kralj. Jaz sem tvoj vladar in ti ukazujem, da mi poveš. Zavedati se moraš, da je za kraljestvo zelo pomembno vedeti,
Kdaj bomo izgubili svojega najuglednejšega podanika? Odgovori mi, kdaj bo čarovnik kraljestva umrl? Po nekaj trenutkih napetega molka ga je čarovnik pogledal in rekel: Ne morem natanko določiti datuma, vendar vem, da bom umrl točno en dan pred kraljem. Nekaj trenutkov se je zdelo, da je čas zamrznil. Med gosti se je širilo tiho mrmranje. Kralj, ki je vedno govoril, da ne verjame v čarovnike ali vedeževanja, on si v resnici v tistem trenutku čarovnika ni upal ubiti. Počasi je spustil roke in utihnil. Po glavi so mu švigale misli. Spoznal je, da se je motil. Sovraštvo do čarovnika se je izkazalo za najslabšega svetovalca. Visokost, prebledeli ste. Kaj se je zgodilo? Je vprašal nekdo izmed dvorjanov. Slabo se počutim, je odgovoril kralj. Grem v svojo sobo. Z zmedeno kretnjo se je molče obrnil proti svojim sobanam. Razmišljal je o tem, da je čarovnik zelo zvit, saj je dal edini odgovor, ki je preprečil njegovo smrt. Mu je morda prebral misli? Saj napoved ni mogla biti resnična, ampak kaj pa, če je vseeno res? Bil je osupel. Pomislil je, da bi bilo tragično, če bi se čarovniku kaj zgodilo na poti do njegovega doma. Kralj se je vrnil v galo dvorano in na glas rekel: Čarovnik, v kraljestvu si znan po svoji modrosti, prosim te, da to noč preživiš v palači, ker se moram zjutraj posvetovati s teboj o nekaterih pomembnih kraljevskih odločitvah. Vaše veličanstvo, to bo velika čast, je rekel čarovnik in se priklonil. Kralj je svojim osebnim stražarjem izdal ukaz, naj spremljajo čarovnika do sob za goste v palači in stražijo njegova vrata, da se mu nič ne bi zgodilo. Tisto noč vladar ni mogel spati. Zelo nemirno je razmišljal, kaj bi se zgodilo, če bi se čarovnik morda zastrupil s hrano, ali če bi se ponoči po nesreči poškodoval, ali če bi preprosto prišel njegov čas. Zelo zgodaj zjutraj je kralj potrkal na vrata sobe svojega gosta. Nikoli v življenju ni pomislil, da bi se posvetoval o svojih odločitvah, toda tokrat, ko ga je čarovnik sprejel, je postavil neko vprašanje. In čarovnik, ki je bil moder človek, mu je dal pravilen, ustvarjalen in pošten odgovor. Kralj je pohvalil gosta za njegovo bistroumnost in ga prosil, naj ostane še en dan, menda zato, da bi se z njim posvetoval o drugi zadevi. V resnici pa se je želel prepričati, da se čarovniku kaj ne zgodi. Čarovnik, ki ga je nenaden razvoj situacije zabaval, je vabilo sprejel. Od takrat je kralj vsak dan, zjutraj ali popoldne, hodil v čarovnikove sobe, da bi se z njim posvetoval in ga naslednji dan zavezal k novemu posvetu. Ni trajalo dolgo, ko je kralj ugotovil, da so nasveti njegovega novega svetovalca vedno pravilni in jih je na koncu, skoraj ne da bi se zavedal, upošteval pri vsaki svoji odločitvi. Minili so meseci, nato so minila leta in kot vedno, bližina tistega, ki ve, naredi tistega, ki ne ve, modrejšega. Tako je tudi bilo. Kralj je postopoma postajal vse bolj pravičen. Ni bil več despotski in avtoritaren. Ni več čutil potrebe počutiti se močnega in prav zaradi tega mu ni bilo treba več dokazovati svoje moči. Začel se je učiti, da ima lahko tudi ponižnost zanj prednosti. Začel je vladati na modrejši in prijaznejši način. In zgodilo se je, da ga je začelo njegovo ljudstvo ljubiti, kakor ga on še nikoli ni ljubil. Kralj ni več prihajal k čarovniku z nepomembnimi vprašanji, pač pa zato, da bi se učil, se pogovoril o odločitvah ali pa preprosto samo poklepetati. Kralj in čarovnik sta počasi postala prijatelja. Dokler se nekega dne kralj brez razloga, več kot 4 leta po tisti večerji, ni spomnil, kaj je nekoč naklepal. Spomnil se je, da je bil ta človek, ki ga je zdaj imel za najboljšega prijatelja, njegov največji sovražnik. Spomnil se je načrta, ki ga je nekoč skoval, da bi ga ubil. In spoznal je, da te skrivnosti ne more ohraniti, ne da
bi se počutil kot hinavec. Kralj se je opogumil in odšel v čarovnikovo sobo. Potrkal je na vrata in takoj, ko je vstopil, rekel: Brat moj, nekaj ti moram povedati, kar me tišči v prsih. Povej mi, je rekel čarovnik, in si olajšaj srce. Tisto noč, ko sem te povabil na večerjo in te vprašal o tvoji smrti, pravzaprav nisem želel, da napoveš prihodnost. Načrtoval sem, kako te bom ubil. Želel sem demistificirati tvojo slavo in s tvojo smrtjo pokazati, da nisi nezmotljiv in ne napoveduješ prihodnosti. Sovražil sem te, ker so te imeli vsi radi, in tega me je tako sram. Kralj je globoko vzdihnil in nadaljeval: Tisto noč si te nisem upal ubiti, in zdaj, ko sva prijatelja in še več kot prijatelja, malo da ne brata, me je groza pomisliti, kaj bi izgubil, če bi te takrat pokončal. Danes pa sem začutil, da ne morem še naprej skrivati svoje sramote pred tabo. Vse to sem ti moral povedati, da mi boš oprostil, če zmoreš, ali pa me zaničeval, a brez prikrivanja. Čarovnik ga je pogledal in rekel: Potreboval si veliko časa, da si mi vse priznal. Vesel sem, da si mi. Zdaj ti lahko povem, da sem vse to že vedel. Ko si me takrat povprašal za mojo smrt in si z roko pobožal ročaj meča, je bil tvoj namen tako jasen, da mi ni bilo treba biti ravno vedeževalec, da bi ugotovil, kaj nameravaš storiti. Čarovnik se je nasmehnil in položil svojo roko na kraljevo rame. Čas je, da sem tudi jaz odkrit do tebe. Lagal sem ti. Priznam, da sem si izmislil absurdno zgodbo o svoji smrti na dan pred tvojo, da bi te naučil lekcije. Danes si v položaju, da se naučiš morda najpomembnejše stvari, kar sem te jih kdaj naučil. V svojih življenjih sovražimo in zavračamo tiste lastnosti drugih ljudi in celo samih sebe, za katere menimo, da so nekoristne, vredne prezira ali nas ogrožajo. Kljub temu pa, če si damo čas, ob koncu spoznamo, koliko neznansko drage bi bile šole življenja brez tistih stvari, ki jih v nekem trenutku zavrnemo. Tvoja smrt, dragi prijatelj, bo prišla natanko na dan tvoje smrti in niti minuto prej. Pomembno pa je, da se zavedaš, da sem jaz star in da se moj dan zagotovo bliža. Nobenega razloga ni, da bi mislil, da bi morala biti tvoja smrt povezana z mojo. Povezana so naša življenja in ne naše smrti. Kralj in čarovnik sta se objela in slavila ter nazdravila zaupanju, ki ga je vsak čutil v tem odnosu in ki sta ga znala zgraditi skupaj. Legenda pa pravi, da je skrivnostno tisto isto noč čarovnik umrl v spanju. Kralj je naslednje jutro slišal slabo novico in bil popolnoma uničen. Ni ga mučila misel na lastno smrt, od čarovnika se je naučil, da se vsako življenje na zemlji pač enkrat konča. Bil je žalosten preprosto zaradi smrti svojega prijatelja. Kakšno nenavadno naključje je povzročilo, da je kralj tisto skrivnost povedal čarovniku ravno noč pred smrtjo. Morda mu je čarovnik pač na ta način sporočil, da ga ni potrebno skrbeti v zvezi z lastno smrtjo dan pozneje. Morda je bilo to čarovnikovo zadnje dejanje ljubezni, da je kralja osvobodil njegovih strahov pred odhodom na drugi svet. Pravijo, da je kralj vstal in z lastnimi rokami na vrtu pod svojim oknom izkopal grob za svojega prijatelja, čarovnika. Tam je pokopal njegovo truplo ter preostanek dneva ostal ob gomili zemlje in jokal, kot se joka ob izgubi ljubljenih. Pozno ponoči se je kralj vrnil v svojo sobo. Legenda pravi, tisto noč, 24 ur po čarovnikovi smrti, je kralj umrl v svoji postelji, medtem ko je spal. Mogoče se je zgodilo slučajno, mogoče se je zgodilo zaradi kakšne bolezni, morda pa zato, da bi čarovnik kralja naučil zadnje lekcije.
Evo, dragi moji, to je bila tale zgodba o čarovniku, o silnem, močnem sovražniku, tako da upam, da vam je bila všeč, upam, da vam je dala kaj misliti. Tam vmes nekje je bilo plasirano sporočilo, natanko povedano. Zdajle, sistem je že pred 2-3 minutami opozoril, da se bližamo koncu, tako da bomo šli kar k jutranjim afirmacijam. Če ste v tej priložnosti, če niste kje za volanom ali na pokopališču, potem se udobno namestite, naslonite nazaj. Če je tako, lahko tudi ležite, zaprete oči, skozi nos vdahnete svež zrak, pustite nekaj trenutkov in razmišljajte o tem, da napolni vsako vašo celico, ter ga počasi skozi rahlo priprta usta spustite ven, s porabljenim zrakom, z ogljikovim dioksidom vred pa ven spustite tudi vse, česar več ne potrebujete, pa naj bo to jeza, zamera, žalost ali kako podobno čustvo. Moje današnje jutranje afirmacije zvenijo takole. 10 jih je. Prva. Imam vse, kar potrebujem, da bo današnji dan čudovit. Druga. V sebi in svojem početju prepoznam dovolj vrednosti, da lahko sledim svojim sanjam in izražam svoje želje. Tretja. Danes se bo vse izšlo na najboljši možen način. Skozi ves dan bom cenil prav vse, kar že imam. Prišle pa bodo tudi nove, neverjetne priložnosti. Četrta. Danes sem pripravljen. Pripravljen sem na uspeh, na ljubezen, srečo, mir, veselje in finančno obilje. Pripravljen sem, da se uresničijo moje tudi najbolj nore sanje. Peta. V svojem početju se vzpenjam vedno višje, praktično ni meja glede tega, kar lahko dosežem. Šesta. Danes trdo delam, da bi bil moj jutri čudovit. Sedma. Individualno sem zelo močna osebnost, ki privlači uspeh in srečo. Osma. Svet potrebuje mojo luč in ne bojim se sijati. Deveta. Vsak dan postajam bolj samozavesten, močan in uspešen. In zadnja 10. Odpustil sem stara, negativna prepričanja, ki so stala na poti do mojega uspeha. Dragi moji, hvala, ker ste bili v zadnjih slabih 40 minutah z mano. Hvala tudi za vse reakcije, ki jih vidim. Tako da, lep dan želim še naprej, čeprav ga želim na dan mrtvih. Kravo, ker ste izvedeli eno zgodbico v zvezi s smrtjo, ki ni bila slaba. Tako da, razturajte danes tistim, ki so v vaši bližini in tistim, ki si to zaslužijo, povejte, da jih imate radi, je pomembno. Evo, Ana pravi, danes se povezujemo s svojimi predniki, točno tako moram še ene stvari razčistiti s svojim fotrom, tako da danes je dan za debato s tistimi, ki so debate vredni in potrebni. Hvala, imejte lep dan. Jutri zjutraj se vidimo ob 6. Čau.